Kaj pa zdaj bliža se veseli december, kaj se obeta v Dravogradu, oziroma kako bi vi to, ali lahko v prihodnosti pričakujemo kaj več dogodkov, mogoče silvestrovanje, kaj okoli tega najbolj veselega meseca? Ja, letos smo se odločili skupaj z Dravitom za določene, prireditve, dolgo zdaj objavljene v stičišču, ko bo išel poudarek na tistem zadnjem tednu, takrat bojo različna društva, izvajali različne programe, bojo neki koncerti, postavili se bodo stojnice, bolj, bo vse skoncentrirano pri dvorani Špic D, kjer se bo to dogajalo, nekaj tudi pred cerkvijo Svetega Vida. Tu vedno znova, naletimo na te težave, teh dovoljenj, bilo kakšne prireditve na samem trgu zaradi te naše nesrečne ceste. Pa se ne gre, toliko zaradi denarja za tisti projekt ali elaborat, koliko za samo odgovornost, če se komu kaj zgodi. Tu bomo res mogli najti v nadaljevanju. Jaz se zdaj sam seveda, ker sem takem nekem čudnem vmesnem času, ko si en VD pa ne veš kako naprej, seveda nisem toliko zdaj nekih zadev za naprej, predlagal, tako da to bo bolj stvar potem leta 2023, ko bo res župan s polnim mandatom. Ne bi bilo tudi nefer, da bi zdaj, niti ne morem nameniti nekakšen denar za december, pa dvignil roke, pa rekel, da se pa ne drugi s tem obade. Tako da bo nekaj prireditve, bojo naš Škimper teater, če lahko povem, godba Ojstrica bo imela koncert, vrtec bo nekaj pripravil, turistično društvo, potem Dravit skupaj z gostinci imel 2 ali 3 dni, se mi zdi, takih večerov, za kuhanček, pa domači glasbeniki bojo nastopali. Tako da nekaj se bo dogajalo v nadaljevanju, bomo pa res morali, ne vem, ali s policijo, ali s kom res najti nek dogovor, jaz sam se res želim, da bi trg nekako živili, pa da bi to tam postavljeno, pa da se res razvije tista odgovornost, da res ne bo zdaj, ne vem, karikiram se nekdo napil, pa ga bo do povozil, pa bo pol, pa ne vem, iz tega nastala neka velika. Se pravi, vsi pa želite v prihodnosti še kako, razširiti? Proba je zadevo nekako tudi v trgu umestiti v neko tekst. Ja, še vi. No, leta 2019 sem bila tudi ena izmed pobudnic praznične tržnice, ki se je odvijala pred šolo. Ki je letos tudi bilo, ne? Ne, to nista zadeva. V bistvu šola že od leta 2013 ima praznično tržnico, s katero izbiramo denarna sredstva za šolski sklad. To je ena zadeva, ki je popolnoma druga od prazničnega trga, ki smo si ga zaželeli. Namreč bila sem tudi predstavnica v svetu zavoda Dravit in takrat sem podala pobudo, da se oživi trg z, ne vem, takimi štanti po domače, da bi bil za kuhanček in v bistvu naredili smo tu na Dravitu ožji odbor, v katerem sem tudi sama in sem takrat tudi zelo pomagala pri sami izvedbi in tudi pa pri organizaciji te prazničnega trga, ko smo tudi zadnji teden pred novim letom zorganizirali koncerte, smo zorganizirali, da so imeli, ne vem, nekaj ur, da je bilo odprto za kuhančka in tako naprej, pa domači ti predstavniki, obrtniki, mali podjetniki so se predstavljali s copati, z svojimi izdelki, ki so jih potem tam tudi prodajali, tudi za otroke smo imeli eno igrico, potem je prišla korona, je zamrlo. Prej pa mi rekla, da se ne spominjam, vsaj pa sem že drago rečem, pa kar nekaj let, pa se ne spomnim, kdaj se karkoli odvijalo v tistem delu v trgu, tako da sem zelo vesela, ko sem manj stičišče dobila, pa sem videla, že zunila, je nek program, saj to ni nek grozen program, ampak vsaj nekaj začetek, eno, da se bo, jaz si tega res želim, zato ker to je najlepših časov, zelo pomembno druženje, na koncu pa mi rekla, takrat smo pripravili 3 dni, niti vedeli nismo kam bo obisk na koncu za prvič, za eno tako zadevo bil zelo dober, je pa seveda zelo pomembna spet promocija tistega in pa jaz mi rekla, če imaš kvalitetno pripravljene stvari, potem bodo ljudje prišli, ena namenjena otrokom, ena namenjena domači muzike, ena je namenjena mladini, ne pa samo mogoče za neke ožje kroge kot za društva. Sem zelo vesela, da se to vključuje v društva, ampak društva imajo en svoj krog ljudi. Rekla, žal, zadnje čase so zelo politično tudi usmerjena društva, kar mogoče
marsikoga tudi od sodelovanja v društvu odvrne ali pa celo tudi mogoče sploh ne želi priti, ker se društvo, mislim, da je popolnoma apolitična organizacija, ne pa politična. Okay. Mister Šah. Ja, bom rekel, glih, ko je gospa razlagala o tistih dogodkih, ki smo tudi se to letos pogovarjali, samo smo zopet treščili zakon o šolah, ki nekako prepoveduje radnje 200 metrov od takih objektov točenja alkohola. In si zopet tam, zdaj, če boš tam ti za puhanček prodajo ga uradno ne smeš. Smo se pogovarjali, gremo v luknjo, kot rečemo, v našem prireditvenem prostoru. Je spet dilema, ali je toliko, bom rekel, spet od roke, ali bojo ljudje šli tja noter, ali boljše, da gremo v špic D, smo se pač letos potem za teh par dni odločili za ta špic D. Kot se rekel, prej res potreba se vsesti dol z vsemi tega, nekateri tudi domače gostince povabiti, da bojo pri tem sodelovali, da se res naredi neka skupna zgodba, pa da probamo zadevo, bom rekel, dvigniti na nekem nivoju. Če še lahko, še lahko. Glede na to moja izkušnja, pred leta 2019, vem, da se je želelo, noben si ni upal postaviti tistega štanta, da bo točil za kuhančka, ker je rekel, a bom stal tam 6 ur, pa na mrzlem, pa na koncu ne vem, bo kdo prišel ali ne, pa bo meni to v bistvu izpad v moji gostilni. Takrat sem tudi imela kar nekaj težav, tudi strani, rekla, občinske takratne vladavine, da smo se odločili, da ni treba plačati prvo leto nekih stroškov za tisto hiško, ki jo imajo, zato ker prvo, da ti nekoga privabiš, možemo pač nekaj ponuditi. In normalno mi je bilo, da gostinci tega niso bili pripravljeni plačati, zato bom tudi rekla, se je samo ena odločila za to, pa bom rekla, mislim, da je potem kar imela tudi profit. In tudi se mi zdi, da na začetku, v prvih teh, bom rekla, mesecih ali pa v prvih letih, ko se bo to začelo, da se to da tem gostincem tudi zastonj, naj zaslužijo, na koncu tudi občina od njih dobiva denar in naj zaslužijo, naj se promovirajo, pa potem seveda čez leta, pa ko bodo ugotovili, da je to tudi njihova ena pomembnih dogodkov tistega leta, da lahko veliko zaslužijo, pa potem bodo pa verjetno tudi sami imeli interes, da bodo plačali, pa mogoče še kaj nadgradili s kakim koncertom ali kaj takega. Se strinjam, samo seveda spet je treba to urediti z javnim razpisom, ker treba je predvsem možnost, da se lahko prijavijo, zdaj bo to izravno, zdrav grada. Je pa seveda stvar spet tistega, ki se bo prijavil, pa pogojev, ki bodo tam postavljeni. Vse pa strinjam, da se jim pomaga.